V Bistriškem gradu je pretekli četrtek potekalo predavanje doktorice Simone Kostanjšek-Brglez z naslovom Antični miti v moderni in sodobni umetnosti. Umetnostna zgodovinarka je predstavila rezultate raziskave o uporabi grško-rimskih mitov v slovenski umetnosti 20. stoletja. Slovenski umetniki so se pri ustvarjanju pogosto zgledovali po starejših likovnih delih, literarnih besedilih, gledaliških predstavah in filmih, nanje pa je vplival tudi prostor, v katerem so živeli in ustvarjali. Tako imenovane kiparske obleke so pritegnile izjemne zgodbe in notranja moč teh mitoloških junakinj. V svojih delih je zapisano: ko sem se ozirala naokoli po ženskah svojega plemena, sem se vedno spraševala, koliko je njih Afrodite, koliko Medeje, Penelope, koliko Psihe, s katerimi energijami se ženske pravzaprav nezavedno povezujemo. Zanimale so me arhetipske matrice, ki se v odnosu do samih sebe in do partnerjev še danes sprožajo znotraj žensk. Plod teh razmišljanj so tako imenovane poročne obleke mitoloških junakinj. Zdaj, Medeja je ena najbolj poznanih in najbolj kontroverznih žensk v antični mitologiji. Ta zgodba pa je polna strasti, jeze, maščevanja. Medeja se je zaljubila v Jazona in mu pomagala pridobiti zlato runo, z njim pobegnila, da bi preprečila zasledovanje, pa je ubila lastnega očeta in brata. Kasneje je Jazonu rodila 2 otroka, ampak to ni bila zgodba s srečnim koncem. Dejanja so se maščevala in Jazon se je zaljubil v drugo žensko. Medeja pa je, ker je bila tudi vešča čarovništva, naredila obleko, ki jo je kot dar poslala Jazonovi partnerki, in ta jo je oblekla in v mukah umrla, ker je bila ta obleka zastrupljena. Kasneje pa je ubila še lastna otroka, torej njena in Jazonova, zato da bi se Jazono še bolj maščevala. In ne glede na to, da velikokrat v umetnosti nastopa kot zlobnica, jo lahko obravnavamo tudi kot neko žrtev okoliščin, kot da je storila neka dejanja, v katera je bila prisiljena.